Marsikdo si želi narediti lasten spletni tečaj, zdaj razlogi, zakaj bi imel svoj spletni tečaj, so seveda različni, od tega, da bi naredimo spletni promocijski spletni tečaj, tak uvodni produkt, mogoče produkt kot predtrening, torej nek uvodni trening, do tega, da recimo v vodenih programih ne rabimo vedno v vsaki izvedbi ponavljati vedno istih stvari in podobno. Je pa res, da je za marsikoga snemanje spletnih tečajev, recimo temu muka, predvsem zato, ker preveč poudarka dajejo na tehničnem delu. Zdaj, to so ponavadi vprašanja, kot so recimo, katero opremo potrebujem, pa kateri program, ki naj snemam, ki naj urejam in podobne zadeve. Ampak je v resnici to pravzaprav manjši problem, če tako rečemo v navednicah. In v večini primerov v resnici že vso primerno opremo imamo ali pa konec koncev za ta tehnični del lahko tudi najamemo snemalca. Tisto, kar je v resnici izziv, je pa to, da večina ne pozna samega procesa in pa tehnik, s katerimi potem si lahko olajšajo celoten postopek. Tako da, če bi rad delal v bistvu in snimal spletne tečaje lahkotno, torej tudi na tehnično enostaven način, pa z veliko kreative, ker v resnici je to precej kreativen proces, predvsem pa, da to znaš narediti tudi, rečem, časovno, pa finančno, ekonomično, ti bom v temle predavanju zaupala nekaj stvari, ki jih uporabljam pri kreiranju in snemanju spletnih tečajev tudi sama, torej ko delam svoje spletne tečaje ali pa ko skozi ta proces vodim stranke in jih naredimo skupaj. Zdaj, vse te zadeve seveda temeljijo na mojih skoraj 20-letnih pripravah oziroma mojih 20 letih izkušenj priprave in snemanja spletnih tečajev. Zdaj, to ne pomeni sicer, da sem toliko stara, ampak se s tem ukvarjam že v bistvu od študentskih časov. Predvsem pa tisto, kar je najbolj bistveno, pa to, da moji postopki in priporočila temeljijo na didaktiki, torej na izobraževanju in pa uporabi tako imenovane izobraževalne tehnologije, torej tehnologije, ki je v prvi vrsti primerna predvsem za izobraževalne vsebine. V tem predavanju se torej dotaknem 5 stvari, ki nam lahko olajšajo ta tehnični del procesa snemanja spletnih tečajev. Seveda bom ob tem tudi zaupala tudi vse glede opreme pa aplikacij, ki jih potrebujete. Je pa tako, da sam praktičen proces izdelave spletnih tečajev pa seveda učim v mojih programih oziroma pomagam tudi po principu mentorstva in v določenih vidikih tudi po principu naredimo zate, ker večino stvari morate sicer narediti sami, ne moram se namesto vas posneti, določene stvari pa lahko naredimo tudi po principu naredimo zate. Zdaj, mogoče še toliko, če se na tem mestu še ne poznava dobro in bi moj proces rad spoznal, mečkam bolj konkretno, predvsem pa tako, da začneš varno in brezplačno. Potem te seveda najprej povabim, da na eDogodek.si spletni strani v meniju poiščeš rubriko Začni brezplačno in si preneseš brezplačen priročnik oziroma se vpišeš v brezplačen spletni tečaj, kjer štartamo z osnovami. Tukajle oziroma zdajle pa v bistvu teh 5 stvari, ki sva rekla, to se pravi, najprej pogledamo 5 stvari na hitro, potem pa v nadaljevanju predstavim in razložim vsako stvar podrobneje. Torej 5 stvari. Prva stvar je storyboard. To je v bistvu tehnika, ki jo v e-learningu uporabljamo za snovanje in pregled celotnega tečaja in si tukaj le pogledamo, kako nam to lahko olajša celoten proces. Druga stvar, pravo orodje. Zdaj tukaj govorim o e-orodju kot aplikaciji, to se pravi dejanskem računalniškem programu. Povem, katero uporabljam, zakaj ga priporočam, kako približno deluje, zato da dobite več sliko, v čem je drugačno to orodje od ostalih orodij. Potem tretja stvar, nekaj namigov povem glede snemanja govoreče glave, to je, torej, kadar smo na posnetku tako, da smo mi s svojim obrazom in stasom in obrazom, tako, in povem, to se pravi, dam nekaj namigov, kako se tega lotevam sama oziroma kako učim to delati sama, zato da so stvari bolj lahkotne. To je eden od načinov, kjer je v bistvu v resnici za marsikoga najbolj grozen, ker se treba gor pojaviti z glasom, stasom, obrazom, kakorkoli že. Četrta stvar, se dotaknemo načina snemanja, ki celoten proces snemanja spletnih tečajev pohitri za vsaj 3-krat, če ne še celo več. Ima visoko izobraževalno vrednost, marsikdo se mu pa izogiba oziroma ga zanemarja, je pa v resnici to eden, bom rekla, res najbolj praktičnih načinov, da lahko čim hitreje zadeve posnamemo. In pa še 5. stvar, en namig za snemanje vsebin, ki vam olajša proces snemanja in pa zmanjša predvsem to potrebo po ponovnem snemanju, to se pravi po popravkih in pa potrebo po urejanju videoposnetkov. To je tudi ena od stvari, ki se marsikdo
ustraši, pač da je treba veliko nekih tehničnih zadev znati narediti, pa urejati, pa tako naprej, ampak v resnici, če ste naredili vseh teh 5 korakov in celoten proces, tako nekako kot se zagre, no, je tukaj pravzaprav ta potreba po tem urejanju in po teh tehničnih zadevah pravzaprav zelo majhna oziroma nizka. Aha, še tole. Gre za e-predavanje, skratka zadevo sem posnela oziroma jo snemam v tej obliki, da ni nobenih nekih vizualnih materialov, je samo moje razmišljanje na glas, ni sličic, ni slajdov, ni moje govoreče glave, ničesar ne bom kazala, ničesar demonstrirala, tako da v bistvu lahko zadevo samo poslušaš tudi na kakšnem sprehodu, lahko jo mogoče še dodatno pohitriš ali upočasniš, skratka, evo, gremo v akcijo, pregledamo vseh 5 zadev lepo po vrsti. Torej, prva stvar je storyboard oziroma storyboarding proces. To je ena stvar, ki jo uporabljamo e-learning dizajnerji, to se pravi tisti, ki se ukvarjamo dejansko z dizajniranjem spletnih tečajev in nasplošno pač spletnih izobraževanj. Je pa to ena stvar, no, ki nam olajša celotno zadevo. Namreč marsikdo štarta proces kreiranja spletnih tečajev tako, da se usede kar, ne vem, pred kamero pa začne govoriti ali pa, ne vem, nima nekega določenega procesa. Namreč v storyboarding procesu mi določimo, torej najprej naredimo seveda celoten dizajn, torej kaj naj v posameznih lekcijah bo, kaj naj bo v posameznih modulih. Tukaj res zajamemo to, da vsebinsko pogledamo različne tipe vsebine in pač upoštevamo, da imamo na drugi strani različne tipe udeležencev, ki iščejo različne informacije. Skratka, to je ta storyboarding proces, pa vključuje potem dodatno še to, da mi razdelamo, kaj bojo zdaj tista ključna sporočila in kako bojo ta sporočila vizualno predstavljena. Na ta način mi dobimo dejansko celostno sliko in ves čas vemo, kaj imamo za narediti. Tudi recimo, če se odločimo, da bomo imeli snemalca, točno vidimo iz tega storyboarding procesa, kaj je treba, ne vem, dati posnet s snemalcem, kaj lahko naredimo sami, kje je treba kakšne materiale še pripraviti, kje je treba, skratka, storyboarding proces, oziroma ta storyboard nam drži, nek pregled, celoten pregled celotnega procesa. In v bistvu nam olajša celoten proces, ker točno vemo, kaj vse imamo za narediti, in tudi, če v bistvu ves čas nam drži, nek ta projektni management, bi se tudi rekel, no. Skratka, to je ena zadeva, ki jo marsikdo spregleda, ker je pač ne pozna, ker pač ne poznajo tega procesa in potem seveda je toliko težje, ker se loviš, ker v bistvu pozabiš na eni točki, kaj sem pa že tukaj imel v misli, kaj bom naredil. Tudi dostikrat je vprašanje storyboarda, storyboard nam pomaga razjasniti, kako bomo kakšno stvar naredili, kako bo najboljš narejena in najbolj lahkotno narejena za nas. Tako da storyboarding proces torej je ena prva, recimo, tehnika, je orodje in tehnika, no, ki nam pomaga, da pravzaprav naš spletni tečaj najprej zaživi na papirju v neki taki, bom rekla, ni prototipna različica, ampak je papirnata različica. Skratka, da imamo najprej točno celostno sliko, kaj in kako delamo. Druga stvar, ki nam celoten proces lahko olajša, predvsem tehnično, je pravo orodje oziroma primerno e-orodje. Tukaj zdaj mislim konkretno na računalniški program oziroma na aplikacijo. Zdaj moramo se zavedati, seveda na trgu je na stotine, če ne na tisoče video snemalnikov oziroma video urejevalnikov. Tudi na telefonu že imate to, recimo, ko posnamete zadeve, imate kakšne video urejevalnike in podobne zadeve. Moramo se pa zavedati tukaj, da tako kot jaz ponavadi rečem, da v bistvu prek maila lahko napišemo ljubezensko pismo ali pa e-mail uporabimo za to, da nekaj tržimo, da nekaj marketiramo, ali pa oglašujemo. Na isti način imamo tudi video urejevalnike oziroma ta orodja, te aplikacije, s katerimi lahko delamo, ne vem, objave za Facebook ali pa Instagram, kakšne tiste reelse, kjer mogoče nekaj skačemo pa tako naprej, ali pa delamo v bistvu format, izobraževalni format. In tukaj v bistvu je bistvena razlika to, da se sam proces izdelave takega videa razlikuje. In orodje, ki ga sama uporabljam, je orodje ScreenPal, ki spada v kategorijo izobraževalne tehnologije. To se pravi, to ni orodje, bom rekla,
ki bi ga uporabljali, ne vem, videografi, videomontažerji, ampak je orodje, ki je prvenstveno namenjeno izobraževalcem. Uporabljajo ga izobraževalci tudi v osnovnih šolah, srednjih šolah, skratka v formalnem šolstvu, kar pomeni, da je prirejeno za same izobraževalne potrebe. In kar je dodana vrednost, je tukaj ravno to, da v bistvu ta storyboard, o katerem sem prej govorila kot prvem pomagalu, ne, je v bistvu ga lahko vnesemo neposredno v to orodje. Jaz sama celo delam direktno kar v samem screenpalu, že kar noter delam v skriptu ta storyboard, tako da v bistvu pač niti ne rabim nekih prej orodij drugih, no. Tako da tudi orodje samo, torej ta screenpal je zelo cenovno ugoden, skratka stane, ne vem, $3 na mesec, oziroma pač $3 na mesec ob letnem plačilu, ampak skratka to je pač en tak zelo zanemarljiv strošek in je bistveno to, skratka, torej na eni strani, da lahko van vnesemo ta storyboard, torej da delamo že ta storyboarding, plus noter se lahko snemamo, plus noter potem tudi urejamo posnetke. Skratka, vse je to v enem orodju, deluje pa res po principu, kot da bi vstavljali slike v, ne vem, e-mail priponko. Skratka, zelo uporabniku prijazen, enostaven in predvsem namenjen ljudem, ki smo v prvi vrsti izobraževalci, ne pa videomontažerji, videografi in podobno. Tretja stvar, sem rekla, je govoreča glava in nekaj namigov za govorečo glavo. Zdaj, kar meni osebno zelo pomaga, oziroma mi čez vsa ta leta pomagal, je to, da sem si pripravila snemalni kotiček. Zdaj, to ne pomeni, da imamo mi nek domač studio, snemalni studio, kjer bi mogli imeti, ne vem, zeleno platno, pa ne vem kakšne lučke, pa ne vem kaj. Gre bolj za to, mislim, lahko seveda imamo, če si tako želimo, pa če nam je to cenovno dosegljivo, drugače pa v bistvu gre predvsem za to, da si mi naredimo eno postavitev, ki bo vedno enaka. Skratka, postavitev, s katero bomo mi ratali domači in bo brez problema, tudi če rabimo zdaj skočiti pa iti nekaj snemati, točno vemo, tlele moram gledati v kamero, tlele moram to lučko prižgati, tlele se moram tako postaviti, mikrofon si moram tale pripeti in tako naprej. Tako da tukaj vam res priporočam, in tudi ko delamo skupaj, jaz spodbujam v bistvu, da ves čas, oziroma da zelo veliko časa, pravzaprav v prvi fazi namenite temu, da najdete en kotiček, to res ne rabi biti veliko. Za te zadeve v večini primerov, če ne demonstrirate zraven nekih kompleksnih stvari, ki rabijo veliko prostora, potem je v večini primerov se to rabita recimo 2 kvadratna metra, kjer imate računalnik, kjer imate postavljeno spletno kamero po možnosti zunanjo, če imate pa vgrajeno v računalnik, pa da potem najdete primerno postavitev v smislu, da imate res vedno pri roki nek podstavek ali neko zadevo, na katero pač ta računalnik date in tako naprej. No, skratka, tukaj zelo spodbujam v bistvu, da iščete prostor in postavitev, ki vam ustreza. Kaj to prinese? To prinese predvsem to, da je vedno potem neka ta lahkotnost, ker se ne rabimo ubadati s tem, ojoj, kje se bom pa zdaj to postavil, kje se bom pa snemal, katero orodje oziroma katero opremo rabim, kako bom zdaj to spet povezal. Skratka, da so to stvari, ki so po možnosti že pripravljene vedno vnaprej, ki jih imate vedno na istem mestu in točno veste, kaj rabite preklopiti, katero luč, kateri mikrofon, ne vem kaj vse, in potem v bistvu se lahko posvetite samo temu, da greste, se usedete in začnete snemati. Tako da tudi, če delate samo mogoče en spletni tečaj, boste v storyboardu že vnaprej zdefinirali, kaj vse potrebujete posneti, recimo, da se odločite, da bo nekaj posneto, tako da morate, ne vem, kazati nekaj z rokami. Si boste najprej vzeli nekaj časa za to, da res postavite ta kotiček, snemalni kotiček, na ta način, da bo to vsakič, ko greste snemati, boste točno vedeli, kakšna pozicija, kakšna oprema, kako preklopiti in se potem lahko res posvetite samo temu, da zadeve posnamete. Kar se snemalnega kotička tiče, mogoče še ena stvar, na katero včasih mogoče kot izobraževalci pozabimo. Smo zelo sfokusirani na to, zdaj moram pa posneti spletni tečaj, kam se bom to postavil, kako se bom postavil, kako bo to posneto. Pozabimo pa to,
da kot izobraževalci verjetno izvajamo neke spletne delavnice v živo, to se pravi neka e-srečanja preko Zooma, mogoče moramo vsake toliko časa posneti še kakšno dodatno razlago o kakšnih mentorskih programih, kakšnih coaching programih in tako naprej. Skratka, tukaj jaz zelo spodbujam k temu, no, da tudi če recimo v fazi snemanja spletnega tečaja sicer najameš snemalca, ki te mogoče snema na neki XY lokaciji, da pa kljub temu pač nek mali snemalni kotiček, neko pozicijo narediš tudi v svoji domači pisarni ali kjerkoli pač že delaš, ali če delaš v nekem svojem terapevtskem prostoru ali kakorkoli, ker to potem vedno olajša ta proces, da res da nas ne ovira, ta notranji monolog, kako pa zdaj to izgleda, kje se bom pa posnemal, kako bomo pa, ampak točno vemo, tukaj je moj kotiček, tukaj te stvari takole stojijo, pridem in oddelam svoje. Četrta stvar, ki nam zelo, zelo lahko olajša tehnični proces snemanja spletnih tečajev, je pa ena stvar, kot sem že rekla, ki jo marsikdo zanemarja, ker se mu zdi toliko preprosta, je pa z izobraževalnega vidika zelo učinkovita. In to je pa to, da snemamo samo govor, ki mu dodamo sliko. Po domače rečeno prezentacije. Zdaj, kaj je problematično pri prezentacijah, je predvsem to, da večina prezentacij, ki so narejene tudi v spletnih tečajih, so v bistvu slabe prezentacije. Ne podprejo vizualno niso primerno izdelane za spletne tečaje in v bistvu so narejene dostikrat bolj temu, da so to slajdi s govorom, s tekstom, ki je v bistvu namenjen izvajalcu, to se pravi spletnemu edukatorju, ne pa, da bi vizualno podprle sporočilo, ki ga želimo prenesti. Dobri slajdi so v resnici zelo minimalistični in so narejeni pravzaprav lahko zelo hitro. Ne rabimo gor pisati nekakih tekstov, bolje poudarek na tem, da so slike, da je čim manj besedila in podobno. S pomočjo Canve in sodobnih orodij je to še toliko bolj enostavno narediti. Kar je dodana vrednost v tem orodju, ki ga sama uporabljam, torej v Screenpalu, je predvsem to, da se v bistvu te slike zelo enostavno vstavlja noter. Skratka, ne rabimo snemati, ampak jih dobesedno vstavljamo noter kot v priponke. Kot priponke recimo v mail smo rekli, ne? Tako da je v bistvu tudi sam proces zelo enostaven in se mi lahko osredotočimo samo na snemanje govora, torej samo na naše sporočilo. Kar je tukaj dodana vrednost, je predvsem to, da se v tem primeru ne rabimo ukvarjati z postavitvijo pred kamero, ne rabimo se lišpati, ne rabimo se oblačati, primerno pač smo lahko tudi, v bolj delovnih oblačilih, v kakšni trenerki ali pa kaj takega bolj športnega, ne rabimo se zelo, urejati, ne. Snemamo lahko praktično kjerkoli, skratka smo zelo neodvisni tudi od lokacije. Je pa tako, da iz izobraževalnega vidika, ne, zdaj sicer mogoče se trendi večkrat zdaj trenutno spreminjajo po teh časih, ko smo bolj v digitalni dobi, no, ampak pred leti je bila narejena, mogoče nekih 10 let nazaj je bila narejena raziskava, da v resnici je boljše v bistvu, če je samo slika, torej če je samo vizualni material, pa naš govor, kot pa da je slika, torej ta slajd, torej neka prosoja, ta slika, no, slajd, ja, pa naš govor, pa neka naša mala sličica. Zdaj, dostikrat namreč mi izobraževalci rečejo, jaz sem pa videl, meni pa ful všeč ona varianta, da sem kot majhna sličica tam v enem kotu, pa imam pa še en lep slajd. Ne. Prvič, slajdi so res namenjeni temu, da podprejo vizualno sporočilo. Tiste sličice pa, kot sem rekla, neke raziskave na področju e-learninga so pokazale, da tista mala sličica, predvsem, če je res narejena kot mala sličica, ne, in po možnosti, da še to gledamo na telefonu, kjer je to res, res še toliko manjša sličica, nimajo neke, dodane izobraževalne vrednosti. Tako da, rekli smo, ne, govoreča glava ima svojo pozicijo v spletnem izobraževanju. S pomočjo, tega govoreče glave se ljudje bolj pokonektajo, povežejo z nami, vendar pa mora to biti potem pač ustrezno postavljeno v samem videu in tako naprej. Skratka, z orodjem, ki ga sama uporabljam, torej Screenpal, je torej snemanje
tistih delov vsebine. Ta del seveda, tak način snemanja seveda ni ustrezen za to, da bi bil lahko celoten tečaj narejen. Vsaj v večini primerov ne gre to skozi, ne. Da se pa, se pravim, zelo, zelo pohitriti veliko stvari oziroma velik del vsebine v spletnih tečajih se pa kljub temu da pohitriti, torej s tem načinom, da v bistvu snemamo samo govor. Ne pozabiti, glas je močno orodje, v bistvu glas je pravzaprav naša osnova tukaj, ne, in ga podpremo potem pa še vizualno z slikami, ki seveda morajo imeti smisel, ki morajo biti primerno pripravljene za spletne tečaje, predvsem pa primerno pripravljene tudi za male ekrane, torej če danes ljudje večinoma konzumiramo vsebino več ali manj na telefonih, torej na majhnih ekranih, torej in mora biti vse to seveda optimalno pripravljeno tudi za mobitele oziroma manjše ekrane. In pa še peti trik, ki je pa recimo temu čisto tehnično izvedbeni, kako bi se temu rekli, sama sem pristaš tega, da snemamo majhne koščke. Zdaj, že tukaj v bistvu pod majhne koščke, ne, že tako so video lekcije, so ponavadi kratke, smo rekli, ne. Tukaj pa govorim predvsem o tem, da recimo, če imamo za posnet, ne vem, 10-minutni posnetek govoreče glave, ga jaz delam na ta način in to delam pravzaprav isto tudi ko snemam kakršnekoli druge zadeve, ni nujno, da samo spletne tečaje, da si ga še dodatno razkosam na manjše delčke, to se pravi na neka, bom rekla, sporočila, na neka glavna sporočila in potem samo glavno sporočilo po 2-3 minutke recimo skupaj posnamem v enem kosu. To je predvsem enostavno zato, ker nam je lažje zdržati pač fokus ene ideje krajši čas. Drugič je lažje, če smo se zmotili, ne, če se nam je jezik zaposlal ali pa karkoli, se je lažje preposneti tisto minutko ali pa 2, kot pa iskati pa montirati pa vse te zadeve, ne, skratka enostavno samo rečemo, ok, pobrišemo tisti 2 minuti, ki smo snemali, pa gremo spet od začetka in mimogrede z orodjem, kot je Screenpal, je to zelo, zelo enostavno za narediti, ker v bistvu posnetek dobesedno samo rečemo, ok, gremo še enkrat od začetka. Drugo je pa tudi to, da v bistvu misli lažje obdržimo, če so pač krajše, ne, in so potem tudi bolj, bom rekla, hitreje je narejen, no, v tem smislu pač, ker ne, bolj smo sfokusirani na krajše misli, kot pa na nek 10-minutni tok predavanja, ker je vsem treba tukaj računati, da gre za, delamo z orodjem, ne, to se pravi, tudi ko se snemamo, sploh če se snemamo sami, pa v resnici tak trik lahko uporabno tudi, ko delamo s snemalcem, je v bistvu dosti lažje se skoncentrirati na neke krajše dele in jih potem tudi dosti lažje popravljati oziroma presnemavati. Torej, to je bilo v bistvu teh 5 namigov, ne, zdaj to se sliši tako zelo fragmentirano, ne, pač ta ideja, pa ona ideja, pa tretja ideja. V resnici, ko mi gremo čez ta proces snemanja, torej v praksi, se tega lotimo tako, da v bistvu najprej torej naredimo ta naš storyboard, potem iz storyboarda ven definiramo, kaj so zadeve, ki so za posnet in v kakšni obliki so za posnet, in potem v nadaljnjem procesu še bolj, bom rekla, fragmentiramo oziroma koščkamo oziroma dajemo na manjše kose zadeve, ki so za snemati. In v resnici, ko imamo enkrat, bom rekla, to narejeno na tak način, je snemanje zelo enostavno, ker s pomočjo storyboarda, ki smo ga vnesli v naš program, torej v Screenpal, imamo enostavno celoten potek snemanja, oziroma celoten potek tečaja zasnovan, točno vemo, kaj je za narediti, in tudi, ko se vračamo, ker moramo se zavedati, da redko kdo uspe spletni tečaj, sploh če gre za obsežnejšega, če je recimo, ne vem, več ur vsebine za posnet, verjemite, da jih ne posnamete v enem dnevu, ne vem, če ima kdorkoli tako snemalno kondicijo, da to lahko naredi v enem dnevu. Torej, če ga snemamo dlje časa, je vedno zelo enostavno, ker ko se vračamo, imamo vedno pregled, kaj je bila pretekla vsebina, skratka, zadeva nam drži, bom rekla, ta časovnico in ta projektni management. Vse ostale zadeve se pa v bistvu samo nadgrajujejo na tem storyboardu. Torej, govoreča glava, vsi ostali triki, ki sem jih povedala, so skratka v bistvu osnova. Vsem tem je osnova torej ta naš storyboard in vse ostalo potem rata zelo, bom rekla, lahkotno,
tehnično lahkotno, jasno nam je, ker so stvari spisane noter v programu, točno vemo, tukaj je govoreča glava, kjer moram povedati ta 3 sporočila, kar pomeni, posnamem 3 govoreče glave, torej vem, da tudi če se bom pri snemanju druge govoreče glave zmotil, bo to zelo enostavno, ne bom rabil, ne vem, pol ure na novo snemati in tako naprej in tako naprej. In na koncu so stvari, ko so posnete, so v tej fazi, če smo se držali vsega tega procesa, so tudi zelo dodelane in v resnici ne rabimo nobenega, oziroma vsaj ne nekega pretiranega ali pa nekega velikega obsega urejanja teh video vsebin. V 90% primerov so te vsebine že narejene in so v bistvu samo še zahtevajo tipko Save as video, torej shrani kot video in naloži v spletno učilnico. Tako da, evo, celoten ta proces seveda učim znotraj svojih programov, bodisi po principu posnetega spletnega tečaja, po principu individualnega mentorstva. Imamo tudi e-delavnice v živo, na katerih prakticiramo vse te tipe snemanja. Predvsem pa, za začetek pa lahko, kot sem rekla, začneš tako, da v bistvu ta storyboard, oziroma niti ne storyboard, ampak ta začetni del storyboarda začneš delati s pomočjo brezplačnega e-priročnika, spletni tečaj od A do Ž, ki ga najdeš na e-dogodek.si spletni strani v rubriki Začni brezplačno.